Lepo pozdravljeni, sem Jožica Škofic, profesorica na oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem in sem tudi raziskovalka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša pri Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Danes bi vam rada predstavila temo, ki mi je blizu, ker sem dialektologinja in ker sem tudi učiteljica. In ena od stvari, s katerimi se ukvarjam, je tudi raziskovanje narečnega besedja in tega skupaj s svojimi sodelavci na inštitutu predstavljam z vsakoletnimi prirastki tudi na slovarskem portalu Fran, ki ga gotovo že poznate. Prej pa bi vam rada seveda razjasnila še nekaj pojmov. Rekla sem, da sem dialektologinja. Dialektologija pa je seveda jezikoslovna veda, ki raziskuje pokrajinske različice jezika. Govorjenega jezika. Raziskujemo narečja ali s tujko dialekte, torej neke vrste zemljepisne različice govorjenega jezika, in sicer takega jezika, ki se govori večinoma na podeželju. V mestih namreč se govorijo neki nadnarečni mestni govori, večinoma vsaj. Naj pojasnim najprej pojem narečje. To je slovanska beseda, mi smo jo prevzeli iz ruščine. Praslovanski koren te besede je rječ, ki je pomenil besedo oziroma govor. Tudi tujka, ki jo uporabljamo kot sinonim dialekt, pomeni nekaj podobnega. Preko nemščine smo ta izraz sprejeli iz grščine, kjer prav tako je pomenil pogovor oziroma govor. Treba je seveda razčistiti najprej nekaj. Narečja govorimo različni ljudje, različne izobrazbe. Včasih so rekli samo kmetje ali samo neizobraženi ljudje. Danes vemo, da to ne drži. Govorimo ga pač tisti, ki smo v narečje rojeni, bi rekla tako, v narečnem okolju živimo, in sicer predvsem v neformalnih govornih položajih. Tam, kjer smo sproščeni, kjer nam je domače, s prijatelji, s sorodniki, večinoma seveda v takem domačem okolju, ker se to narečje razume. V drugih govornih položajih pa seveda preklopimo na kakšno drugo zvrst slovenskega jezika. Večinoma narečje uporabljamo za vsakodnevno splošno sporazumevanje o vsakdanjih stvareh, tudi o kakih strokah, ne samo tistih tradicionalnih strokah neke pokrajine, nekega kraja, ampak tudi o različnih sodobnih strokah. Celo, če se pogovarjata dva mlada fanta o računalniških igricah, pravzaprav govorita v svojem narečju, le da uporabljata različne izraze, ki niso izvorno iz tega narečja. Narečja se uporabljajo seveda tudi v umetnosti, in to ne samo v slovstveni folklori, torej tam, kjer smo običajno nekoč rekli ljudsko slovstvo, torej umetnost govorjenega jezika, pač pa tudi v umetni literaturi, torej v romanih, v različnih dramskih igrah, v poeziji seveda. V zamejstvu pa lahko narečja celo berete v različnih zamejskih časopisih, torej publicistiki. Nas, dialektologe, seveda zanima predvsem slovnična podoba narečja. Zanima nas, kako se kje govori, kakšni glasovi se tam uporabljajo, kako se besede pregibajo, kako se skladajo v besedne zveze in stavke, namreč v tem se posamezne narečja razlikujejo. Mi narečja opisujemo in jih poskušamo tudi razlagati, torej zakaj so, kakršne so. Nejezikoslovci, nestrokovnjaki pa so bolj kot na to plat narečij seveda pozorni na
besedje. In ko se pogovarjamo o besedju, o slovenskem besedju, danes seveda večinoma že poznamo portal Fran, kjer najdete tudi že veliko narečnih besed. Mimogrede, če niste vedeli, portal Fran se imenuje tako po velikem jezikoslovcu Franu Ramovšu, ki ga imate tukaj na sliki. Vprašanje za vas. Gotovo ste se že kdaj pogovarjali s prijatelji o tem, kako se čemu reče v kakem slovenskem kraju. Imate sorodnike, imate prijatelje in ugotavljate, da se različno izražate. Mogoče ste se kdaj vprašali, kako rečete temu, kar sem zdajle pokazala na sliki. Je to krompir? Je to kumpir? Kumpir? Je morda krompir? Ali še kaj drugega? Morda je to čompe, recimo v Trenti. Morda je to bob, recimo na Južnem Pohorju. Morda je to rpica, ki je na Koroškem. Ali pa laška repa, ali še kaj drugega. Pogovarjajte se o tem, razmislite o tem. Kaj pa temule, tukaj spodaj, kaj vidite na sliki? So to kljukice za obešanje perila? So to klinčki? So to pripetki? Ali je tukaj drugega? Naštela sem samo nekaj izrazov, ki jih poznam iz različnih narečij. Jezikoslovci na Inštitutu za slovenski jezik zdaj pripravljamo še en slovarski portal, v katerem se lahko tudi mlajši uporabniki slovarjev poučijo o kakih narečnih besedah in dobijo odgovor ravno na tako vprašanje, kot smo si jih ravnokar zastavili mi. Torej, kako se čemu reče v narečjih? Kako se recimo reče osebi ženskega spola, ki je recimo moja potomka? Ali je to hči, ali je to hčer, hčera, hčerka, ali je to kar dečla ali dekle, tudi deklič, morda punca? Ja, poznamo tudi kraje, kjer ne bodo rekli, to je moja hči, ampak to je moja punca in so mislili s tem na svojo hčer. Seveda se tudi beseda hči različno izgovarja, prihaja do različnih glasovnih sprememb in tukaj recimo izvemo, da se ponekod reče tej osebi tudi hči ali pa či. In kar je tudi zanimivo, veste, da beseda hči v vseh narečjih ne pomeni nujno potomke ženskega spola, ampak dekle na splošno. Torej, v rezi recimo, če boste slišali, da kdo omenja lepo hčer, bo to pomenilo, da omenja, da govori o lepem dekletu. Take informacije seveda dobite na mlajšem bratu Frana, na Frančku. Zdajle pa vam bom zastavila še eno vprašanje. Ali ste že slišali za besede, ki sem jih tukaj napisala? Kaj pomenijo? Kje ste jih slišali? Poznate besede? Brki, rese, port, šmutace, vose, bajusi, brklje, muškete, muštace, obrvi, muštafe, šnavce. Ali so to besede z različnimi pomeni, ali so to besede, ki vse pomenijo isto? Naj vam odgovorim na vprašanje. Vse to so besede, ki pomenijo brke. Ampak narečne besede v različnih slovenskih pokrajinah, različnih slovenskih krajih. Tukaj sem seveda izrezala znamenite brke znamenitega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja. In ko boste na Frana vtipkali besedo brki, boste izvedeli ne samo, kakšen pomen ima ta beseda v knjižnem jeziku, ampak boste s pomočjo tukajle uokvirjenega okenca ugotovili, kako smo besedo brki raziskali v slovenskih narečjih in
te besede za brke, predstavili v Slovenskem lingvističnem atlasu. Tam boste lahko našli komentar z razlago besed, našli boste karto, pa tudi narečno gradivo h karti. Naj vam pokažem samo karto, vidite, da je zelo pisana, s klikom na Franu. Fran vam bo znal pokazati tole karto. Vidite, da je karta zelo pisana, da se brkom v slovenskih narečjih reče na različne načine in različni simboli so na karti seveda razloženi v legendi, tako da lahko pogledate, kje se kako reče. In vidimo, da tukajle v Istri poznate besedo muštace za ta pojem, pa tudi besedo muštafe. Kje drugje, recimo tukaj zgori, pa boste slišali baruse ali pa bo kdo omenjal bajuse in še kaj. Na Uzilji, recimo, boste slišali za šnavce in tako naprej. V Franu seveda lahko potem vidite tudi razlago teh besed. Izvedeli boste, zakaj se brkom reče tako, kot se jim reče, od kod izvirajo posamezne besede. Izvedeli boste, da je beseda brk v praslovanščini pomenila dlako, pero ali konico in da je pravzaprav enakega izvora, beseda z enakim korenom, tudi beseda brkli. Da imamo muštace, muštafe, muštafke, šmutace in kar je še podobnih besed, prevzete preko balkanskih jezikov iz srednje grščine, kjer je beseda mustakium pomenila ravno tako brke. Potem pa poznamo še muškete, ki smo jih prevzeli iz furlanščine, tja pa iz srednje grščine. Potem imamo še vose, ki so tudi praslovanska beseda s podobnim pomenom. Celo muzgalo imamo, ki je zapisano za narečno besedo za brke. Pa potem celo obrvi, nikoli ne bi pomislili, ampak v narečjih velikokrat pride tudi do pomenskega prenosa na nov denotat, na nov predmet. In podobno izveste tudi za ostale besede, od kod so prišle. Ali če gremo zdaj pogledat še na neko drugo pomensko polje, verjetno veste, kaj je snaha. Snaha je sinova žena v odnosu do njegovih staršev. Danes, ko se družbene razmere nekoliko spreminjajo, je snaha lahko tudi hčerina žena v odnosu do njenih staršev, ampak v neki tradicionalni družini, kakršno smo raziskovali za Slovenski lingvistični atlas, je seveda glavni pomen sinova žena v odnosu do njegovih staršev. In tudi za narečno besedje na Franu torej najdete vse to, kar sem pokazala tudi že za brke. Če pogledamo, vidimo, da je tudi ta karta zelo pisana, da se v večini teh osrednjih slovenskih narečij sinovi ženi reče snaha ali pa celo ta mlada, torej v osrednjih narečjih večinoma ta mlada, na Gorenjskem, na Dolenjskem, medtem ko na vzhodu je to večinoma snaha, na Primorskem, v primorskih narečjih pa nevesta. Torej, ko vprašam vas, ki ste večinoma iz Primorske, boste rekli, da se sinovi ženi reče nevesta. V večini slovenskih narečij pa ta izraz nevesta pomeni ženinovo družico, torej žensko na dan, ko se poroči. Mogoče še ena zanimivost, da pa nevesti, torej ženinovi sopotnici, v štajerskih narečjih rečejo enako kot sinovi ženi, torej snaha. Tukaj imamo dve plati, vzhodno in zahodno. In še ena stvar, ki je prejle še nisem imela priložnosti pojasniti, na kartah vam takale črta pove, da se beseda snaha tam izgovarja nekoliko drugače.
Na Štajerskem boste slišali sneha ali celo bolj proti vzhodu v panonskih narečjih sneja. In vse to je pravzaprav normalen razvoj, glasovni razvoj od praslovanščine do sodobnih slovenskih narečij. Spet na novo pokažemo tudi morfološko analizo, torej analizo posameznih narečnih besed, ki smo jih razdelili na posamezne morfeme in tako določili pomen besed. Torej, snaha je lahko snaha, sneha, sneha, snjeha, snjeha, sneha, sneja, šneja in tako naprej. Veliko glasovnih različic. Zdaj pa grem še na tretjo karto, ki se mi zdi še drugače zanimiva. Na tej sliki, v tej samokolnici, ki na Primorskem verjetno rečete drugače kot v knjižnem jeziku, na Gorenjskem ji rečemo šajtrga, na Primorskem, kolikor vem, karjola. No, in tukaj v tej samokolnici je gnoj. Še nekaj drugih besed smo zapisali v slovenskih narečjih, vendar so to večinoma zelo redke besede. Skoraj povsod se gnoju reče gnoj. In to je videti tudi na karti, ki smo jo pripravili. Ampak ta karta je drugačna kot tiste, ki ste jih videli prej. Na tej karti najdemo predvsem različne črte, ki označujejo razvoj vzglasnega g v tej besedi. Torej, ali rečejo v narečjih gnoj, ali morda gnoj, ali hnoj, ali celo noj, ali še kako drugače. In to je tisto, kar nas dialektologe še posebej zanima. Da pa bom končala z lepšo temo, pa sem si izbrala še en pojem. Na sliki vidite v temle kozarčku med. In eno od vprašanj, ki smo ga zastavljali domačinom v 417 krajih po vsem slovenskem jezikovnem področju, tako v Sloveniji kot v zamejstvu, je bila tudi, kako rečete tisti sladki snovi, ki jo delajo čebele iz nektarja ali mane in jo čebelarji potem stočijo iz satovja. In večinoma smo dobili seveda odgovor med, ponekod pa tudi strt. In če še eno podrobnost, na Gorenjskem se beseda med ponekod ne sklanja med meda ali med medu, pač pa tudi med medi, enako kakor strt strdi. Ob tej besedi strt pa poznajo ponekod še tvorjenko strdina v istem pomenu. No, na tej drugi sliki pa imamo še en izdelek iz medu, namreč alkoholna pijača iz medu, torej žganje pomešano z medom, ki pa mu v nekaterih narečjih ravno tako rečejo med. Na Franu boste torej našli dve različni karti. Ena karta vam prikazuje, kako se reče temu, kar delajo čebele, torej to, kar poznamo večinoma kot med. Tile črni kvadratki pa kažejo, kje poznajo za ta pojem besedo strt ali morda strdina. In naslednja karta pa kaže, kaj lahko beseda med pomeni tam, kjer jo imajo. Tile črni trikotniki povedo, da tam z besedo med poimenujejo medico. Vidite pa, da tukaj poznajo za med besedo strt. Tako, poskušala sem vam pokazati nekaj svojega dela, nekaj tega, s čimer se boste lahko ukvarjali, tudi če se boste vpisali na študij slovenistike na Koprski fakulteti za humanistične študije. Veselim se, da se bomo srečali, da se bomo pogovarjali o zelo zanimivih jezikoslovnih temah.
z menoj predvsem o narečjih, o etimologiji besed, o zgodovini slovenskega jezika. Hvala, ker ste mi prisluhnili.